A tukaj delate šampone? Tako, tukaj delamo šampone za lase in telo, potem delamo tudi gele za prhanje. Jaz se včasih kar s šamponom za lase stuširam po telesu, ker mi zmanjka za telo. Tako, lahko šampone za lase tudi uporabljamo za telo, ker so šamponi lahko za lase in za telo, drugače pa imamo recimo samo za telo, lahko pa gele za prhanje. Provitamin B5. Kaj pa to? Ne vem. Ampak Kaj je to provitamin B5? Provitamin B5 je aktivna sestavina, ki se v telesu pretvori v vitamin, ima pa tudi določeno nalogo, pomeni, da kožo pomirja, jo vlaži in pa regenerira. A to vse je potem v enem milu? Ne, pač različno, odvisno od namena in delovanja, ki ga hočemo imeti. Ne grejo vse sestavine v vse izdelke, ne? Ker pa mi vemo, da z vodo ne moremo odstraniti vseh nečistoč, temveč samo tiste, ki so topne v njej. Se gelom za prhanje dodaja še ostale sestavine, kot so sestavine za čiščenje, za nego kože. Zdaj tukaj osnova je že pripravljena, ne? Ker pa ljudje imamo še druga čutila, je zelo pomembno, da tudi gel za prhanje odišavimo in mu damo tudi lepo barvo. Jaz bi izbrala jabolko. Jabolko je tako ne vsakdanje. Ja, res. Jabolko bi bila. Potem pa kar izvolita, ga dozirata, Kako pa? se stisnemo. Bolj gosto je, kot sem pričakovala. Pa ne da. Ja. Sedaj še pa lahko dodate barvo. A barve imajo poseben von? Ne, barve so brez vonja. Katera Zato se pa posebej parfumira v dišavi gel. Rekla bi... Zelena? Ampak je ni. Zeleno pa dobimo, če zmešamo rumeno in modro skupaj. Kako pa zdaj to? Evo, kapalka. Ena bo za modro barvo, ena bo pa za rumeno barvo. Ti si? Ja, mogoče. Zdaj, ko boste pa dodale, boste pa spet gel lepo premešale, da bo barva enakomerno razporejena. Lahko premešamo, bo pa če nama ne bo všeč, Še se doda, lahko. Še malo od spodaj, da bo barva enakomerno razdeljena. Vidve, kot da ste že v laboratoriju pri nas in mešate ne vem kako dolgo. Zdaj me pa zanima, kako bi vi dve poimenovali ta gel za prhanje. Zeleno je tako. Kako je vidve? Ja. Pa zelena je naravna barva. Ja. Že vem! Srpco mega gašper gel. Wow, je to super ime. Ja. Sedaj pa tudi moramo izmeriti viskoznost šamponu. Kaj pa Je to... Viskoznost pa je v bistvu pomeni, kako dolgo bo šampon tekel skozi to posodo, skozi to šobo. Ne? Tako, ena bo s prstom zatesnila šobo, ena bo pa natočila gel. Sedaj pa istočasno, ko ti spustiš prst stran, se začne meriti čas viskoznosti. Ok, si ti pripravljena? Ja, jaz sem. Ok, jaz tudi. 3, 4, zdaj. In... Stop. 3 minute 22 sekund. A je to v redu? To je v redu in mi imamo normativ med 3 in med 4 minute. Potem smo naredili v redu. ta Tako, gel. vajen šampon bi bil v redu. Bi bil za v prodajo. Bi bil.